Pozdravljeni. Se vam zdi izkupiček Sergija Pereza v sezoni 2024 slab? Danes si bomo pogledali nekaj primerov iz zgodovine Formule 1, kjer je slika lahko celo drugačna. Marsikdaj se zgodi, da nam mediji prikažejo sliko, ki je morda malce drugačna od tiste realne. Danes si bomo ogledali nekaj primerov, ki menim, da bodo za marsikoga izmed nas, navdušencev, precej zanimivi. In zopet se bomo ustavili pri Sergiju Perezu in njegovi porazni sezoni 2024. Mnogi navdušenci verjetno menijo, da mehiškega voznika branim, ampak hočem samo pokazati, kako z ustrezno metodologijo se lahko pokaže prav vse. Nekateri avtorji so sezono Pereza v primerjavi z Maxom Verstappenom primerjali s tistim, kar smo videli pri ekipi Benetton, kjer je Michael Schumacher postal leta 1994 svetovni prvak in njegovi moštveni kolegi, bili so kar trije, so zbrali bistveno manj točk. Pogledamo sezono 2024, je seveda Max Verstappen zbral 437 točk, medtem ko Sergio Perez 152 in razlika je 285 točk. Če to pretvorimo v odstotke, bomo videli, da je res v sezoni 1994 bil Michael Schumacher boljši, ampak drugačen sistem točkovanja, drugačno število dirk in treba je tu kot zanimivost poudariti še nekaj. Michael Schumacher je takrat zbral 92 točk, oče Maxa Verstappena Jos, kot tista zamenjava JJ leta jih je zbral 10. Znani finski voznik, ki si je poškodoval vratna vretenca, je zbral samo eno in na koncu sezone Johnny Herbert, ki je uskočil, pa nobene. Ampak ostaja odprto vprašanje, ali je bila sezona Sergija Pereza res tako porazna. Če pogledamo, kaj se je zgodilo lani, namreč Max Verstappen je zbral 575 točk in seveda bi lahko tudi v konstruktorskem smislu prevladal Red Bull samo s tistim, kar je dosegel Max. Po drugi strani Sergio Perez 285, bil je drugi na lestvici, ampak kljub dvem velikim nagradama manj je bil njegov zaostanek za moštvenim kolegom rahlo večji. Namreč razlika je logično 290 točk, ampak to ni tako važno. Verjetno marsikoga zanima, ali smo imeli v zgodovini Formule 1 res kakšne očitne primere, kjer moštveni kolegi, kot v tem primeru Perez, so razočarali, ampak ne tako kot mehiški voznik, ampak nekako povedano v generalnem smislu. In seveda, če upoštevamo samo sezone, kjer je moštveni kolega postal svetovni prvak, imamo dva taka primera in v obeh zgodbah bo nastopala ekipa Lotus, ki je čisto slučajno moja najljubša. In najprej, seveda, se bomo vrnili v sezono 1963. Tu je Lotus 25 Jima Clarka. Sezona je zanimiva, kajti tedaj je Jim Clark v bistvu dosegel vse možne točke, ker so seveda določene rezultate odbivali. Torej, Jim Clark je zbral 73 točk, ampak od tega so mu jih šteli le 54.
In tu je treba povedati, da njegovi moštveni kolegi so v nasprotju z škotskim junakom zbrali le eno točko. In to točko je osvojil Taylor, ki pa se zopet zaradi pravilnika ni štela v konstruktorskem smislu. Torej, Clark je zelo tu zmagal med vozniki, torej v primerjavi drugi v takratni razvrstitvi Graham Hill jih je imel le 29 in lahko bi dejali tudi med konstruktorji, kajti njegovo število točk je bilo dovolj, da je tudi Lotus prevladal. In nekateri bodo dejali seveda Formula 1, ki je bila bistveno drugačna in skorajda neponovljiva situacija. Ampak tu je treba poudariti nekaj, kar marsikateri pisec je dobesedno izpustil. Skoraj natančno desetletje kasneje, leta 1972, je prav tako z Lotusom svetovni prvak postal Emerson Fittipaldi. Zbral je 61 točk. Njegov prvi zasledovalec je bil Jackie Stewart, ki je imel seveda v tistem letu na svojem računu 45 točk. Ampak za razliko od onega primera, ki sem vam ga nekako nakazal prej, moštveni kolegi Emersona Fittipaldija so zbrali točno in natančno 0 točk. In vidimo, da pravzaprav tudi tu je primer bistveno večji kot tisti, ki smo ga videli letos pri Red Bullu. Torej, tudi v Formuli 1 se dogajajo takšne anomalije, da pravzaprav nekdo, ki je tako superioren kot v primeru Clarka ali Fittipaldija, lahko dobesedno deklasira vso konkurenco, tako na tisti vozniški lestvici kot na konstruktorski. Ampak treba je povleči neke vzporednice. Najprej to, da tako pri Lotusu kot pri ekipi Red Bull so zmeraj gradili na enem vodilnem vozniku. Če smo omenili, da je leta 1972 Emerson Fittipaldi pobral vse točke za to ekipo, v sezoni 1973, ko je bil moštveni kolega Fittipaldija sam Ronnie Peterson, je bila zgodba čisto drugačna. Notranji dvoboj, ki je na koncu pripeljal do tega, da niso osvojili naslova med vozniki in da je Emerson Fittipaldi presedlal k McLarenu, kjer je seveda leta 1974 osvojil svoj drugi naslov. In govoriti o tem, da v ekipi Red Bull gradijo na 2 voznikih, je seveda utopično. Vse je podrejeno Maxu Verstappenu, kot je bilo pred desetletjem Sebastianu Vettlu. In jasno nam je, da pravzaprav je lahko rezultat, ki smo ga videli tako v sezoni 23, kot predvsem v sezoni 24, tudi posledica tega. Zato nekako valiti krivdo na Sergija Pereza je po mojem mnenju malce nepošteno. A res ni bil dovolj dober in pri Red Bullu so se odločili za menjavo. Ampak po drugi strani, po mojem, ni imel niti vseh možnosti, vse podpore, da bi lahko pokazal svoje kvalitete, ki pa v vsakem primeru niso in nikoli ne bojo na nivoju tistega, kar nam lahko pokaže Max Verstappen. Kar se tiče te, imenujmo jo statistične zanimivosti, za danes to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.